Celi ladijski krovni in strojni tehniki pa res hitro dobijo zaposlitev. Ja. Tam brez šole pa res več ne gre. Res je. Sam viš kaj, meni se zdi, da teh sodobnih ladij ne bi bilo brez enega zelo pomembnega poklica. Ja, brez katerega. Varilec. Se res. Dej gremo prvo raziskati poklic varilstva in potem še se vrnemo nazaj k pomorščakom. Ok. Gremo. Dober dan. Samo je moje ime. Dober dan želim. Moje ime je Peter Šprajc. Pozdravljeni tukaj pri nas na Institutu za varilstvo v Ljubljani. Jaz sem vodja izobraževalnega centra, med drugim se ukvarjamo tudi z izobraževanjem in usposabljanjem varilcev. No, jaz pa ravno kar prihajam iz morja, bil sem pri pomorščakih, se je varilstvo povezano s pomorščaki, ne? Vsekakor. Pomorščaki so na ladjah, vsaka ladja pa je narejena v ledodelnici in pri izdelavi ladje je varjenje praktično nepogrešljiv postopek za njeno izdelavo. Mene zelo zanima, kakšne so možnosti za pridobitev poklica varilca? Poklic varilca je možno vsekakor pridobiti v formalnem izobraževalnem procesu, ki je določen z nekim učnim programom. Po drugi strani pa je možno vsa znanja in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje tega poklica, pridobiti tudi skozi neke neformalne oblike. To so razni tečaji, usposabljanja, seminarji in tako naprej. Nenazadnje tudi tekom opravljanja tega poklica, skozi delovni proces. In v tem slednjem primeru je možno na ta način pridobljena znanja in spretnosti dokazovati tudi v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, tako imenovanega NPK, kjer katalog standardov strokovnih znanj točno določa vsa znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje tega poklica in tudi način preverjanja. Gospod Tone, vi ste varilec že 37 let. Je bilo v teh letih kaj sprememb v 37? Ja, varilec sem že 37 let. Spremembe so, ampak v bistvu tehnika je ista, se ni spremenila. Edine dodajne materiale so se pa spremenile. In lahko opišete na primer vaše izkušnje v vseh teh letih? Sem bil v Bosni, v Islandiji, Nemčija, Irak. Tudi sem velik. Največ izkušnje dobiš po terenu, ker imaš razne pozicije varjenja. Tam se varilec najbolj nauči, pa tudi zanimivo. Veliko je zanimivo to po terenu. Obstaja nekaj osnovnih predpogojev za opravljanje dela varilca. Tukaj so mišljeni predvsem osnovna psihična in fizična pripravljenost, obenem pa tudi seveda dober vid in pa občutek za komuniciranje z nadrejenimi. Gospod Grme, kam imate pa tukaj za igrice igrati? No, tudi na področju varilstva sledimo sodobnim razvojnim trendom, kar pomeni, da pri usposabljanju varilcev, predvsem pri začetnikih, uporabljamo tako imenovano računalniško simulacijo varjenja. Ta način izobraževanja lahko rečemo, da je predvsem zelo zanimiv pri mlajših obiskovalcih, ki so nekako bolj navajeni na te, če lahko temu rečem, virtualne načine in pristope pri usposabljanju, tako da so naše izkušnje na tem področju, lahko rečem, zelo dobre. Inštruktorju samemu pa v bistvu pomagajo pri lažjem in enostavnejšem usposabljanju, predvsem varilcev začetnikov. Tisti, ki so nekako začetniki, jim ta način veliko bolj pride, kot pa tistim, ki že imajo neko predznanje in v bistvu jih lahko damo potem direktno na praktično usposabljanje v delavnici. In zakaj ima čelado, če ni nobenih opilkov? Ja, poglejte, sama simulacija varjenja mora biti kar se da popolna. Skratka, tako kot bi prenesli dejansko varjenje iz delavnice na ta simulator in seveda s pomočjo te čelade lahko to tudi omogočamo.